Kia orana in dobrodošli nazaj na Cookovih otokih. Pravi pravcati raj na zemlji, prežet s čudovito polinezijsko kulturo, odlično kulinariko in nadvse nenavadnimi stvarmi. V prejšnjem prvem vlogu sva se spoznala z lokalnimi ribami, prvim pogledom na peščene tropske plaže in se pobliže spoznala s polinezijskimi tradicijami. V tem vlogu pa Nov dan, nova dogodivščina in sicer danes sva rentala tele 2 kolesa in bova pregonila cel otok okrog in okrog. Se pravi, kot sva že omenila, otok ima okoli 35 km in midva planirava to prevoz in si zraven vse pogledati. Rarotongnjeni sončni vzhodi so nekaj drugega, noro lepo. In potem še vse te obsijane, rarine gore, čudovito broč koralnega grebena, ki obkroža celotni otok, naravnost fantastično. Krasen začetek dneva za najin kolesarski podvig. A se ima fino? Ja, fino je! Gonimo! Goni poni! Prav res! Era acabado ora. No, lepota kolesarjenja je, da se lahko ustaviš kjerkoli te karkoli zanima. In midva prva stvar, taka omembe vredna, ki sem jo videla, je pivovarna. In tako, da se moraš pojt tle ustaviti. Rarotonga ima svojo pivovarno. Treba zdaj probati nikoli. Pa ima še en free sample, tako da to je res treba. So this is ginger beer? Yes. Passion? Dragon fruit. Lime and cucumber, Lime and cucumber. Okay. And the last one, pawpaw and lime. what is popo? Papaya. Ah, okay. Papaya. Okay. Okay. Činkalo vinkalo. Činkalo vinkalo. Tak nižen. Kaj pa tale papajca, a? Papaya lime. Ful smrdi. Ful smrdi, ne vem zakaj. Res smrdi. Ampak okusa ima pa Okus je pa v redu. Ni nek presežen. Ampak je bil ginger bil bolj. Jaz sem mislil, da se je to zaključilo, ampak ona je še kar 4 nove prinesla, se pravi. Ofen okusov. Ja. Pa to neki lime, neki. Neki pa je kokonat, Pa 2 sajdra. pa 2 sajdra, en je iz papaje, en pa iz ginger. Aj prav. Ja. Glavni produkt Rarine pivovarne je sicer lager pivo, ki ga v okviru brezplačne poskušine ne dajo zaprobati. So pa imeli lasten produkt arašidov, začinjenih z lokalnimi začimbami in čilijem, ki so jih kupila za kasnejšo malico. In ne skrbite, Raro lager sva poskusila še v istem dnevu. Nahajava se na plaži Črnih skal. In kar je najbolj zanimivo tukaj je, da so v bistvu starodavni Maori iz teh skal izdelovali svoje orodje in ostale pripomočke. Za obdelovanje takih skal namreč rabiš pesek, vodo in pač same skale. In tako da tale lokacija je bila v bistvu perfektna za kaj takega. Je pa še en pomemben pomen in sicer tale ta dolga skala, ki jo vidite za mano. To je njihov nek tak kamen, za katerega verjamejo, da so duše skakale v naslednjo življenje. Tako da ima tudi spiritualen pomen sama lokacija. Da ne boste preveč zmedeni, se pravi, tako na Novi Zelandiji, kot tudi na Cookovih otokih imamo Maore. Ampak v bistvu so si med seboj malo različni. Se pravi, tako njihove običaji, navade, kultura, tudi jezik so pač malo drugačni. In v bistvu jezik pač je podoben, ampak ni pač isti. In med sabo pravijo, da se ne razumejo. Se pravi, kot pri nas Gorenc pa Prekmurc. Za mano lahko vidite Maraja Moana mural oziroma stensko poslikavo oziroma fresko, se mi zdi, da je prevod. To je najdaljša freska na južni hemisferi, torej na južni polobli. In tako neskončno je dolga. Nahaja se pa tik ob letališču, tako da če imava srečo, bova videla še kakšen avion, ko vzleta ali pristaja. Sama freska je pa tako, v bistvu prikazuje različne stvari. Malo maorske kulture, malo tega vodnega življenja, rib in raznoraznih rakovic, pa nasplošno narava, island life, ful je dobro. Pazite, to sva prišla do ovinka, sva mislila dolga v konc, ampak ne.
to gre še vse naprej, s tem, da tam malo naprej, ko se konča, je pol, mislim, se ne konča, ker je še novink. Noro. Zid je 560 metrov dolg. Slikar odgovoren za njegovo poslikavo pa je začudan Mehičan, Gonzalo Aldana, ki je obtičal na Rarotongi med pandemijo. Ker je bil njegov povratek v domovino negotov, se je lotil raznoraznih projektov. En izmed teh pa je tudi stenska poslikava, ki je bila namenjena promociji morskega parka Maraja Moana in njegovih prizadevanj za ohranjanje biodiverzitete Cookovih otokov. Ker se zid nahaja oziroma je celo del pristajalne steze mednarodnega letališča Cookovih otokov, si nisva mogla pomagati, da ne bi počakala še kakšnega letala in ga gledala, kako pristaja. Medtem ko midva poganjava pedala po otoku, pa vam bova za razvedrilo pustila kakšno zabavno ali zanimivo dejstvo glede Cookovih otokov. Evo žipa ruga. Čeprav so Cookovi otoki poimenovani po Jamesu Cooku, ki je raziskoval ta del oceana, pa zanimivo, sam James Cook nikoli ni stopil na Rarotongo. V bistvu tudi on je same otoke, ko jih je odkril in postavil oziroma narisal na mapo, poimenoval Harvey Islands in so šele kasneje potem jih poimenovali Cookovi otoki v bistvu v njegovo čast. Eno dejstvo, ki vam bo prav malo pomirilo vse vaše strahove, in sicer na Cookovih otokih ni kač in pa pajkov. Tako da tukaj nimaš prav čisto ničesar, kar bi se mogel bati. Imaš sicer kite, pa imaš želvice v vodi, pa prašiče, pa kad ste videli peteline, pa pač na Rarotongi tudi pse, ampak ja, nič ni tazga tukaj, kar bi se res mogel bati. Tvoja največja skrb tukaj je, da ti lahko kokos na glavo pade, tako da ne stati pod palmam. Prišla sva do Avarue, glavnega mesta Cookovih otokov, in zapeljala sva se do parlamenta. In mogoče na tej točki bi bilo zelo fajn povedati, da imajo Cookovi otoki en ful fajn zakon. In sicer nobena stavba na Cookovih otokih ne sme biti višja od kokosove palme. Tako da tukaj je res pravi mali raj, se pravi nobenih visokih stolpanc, nobenih ogromnih hotelov, več ali manj so samo hiške ali pa bungalovčki. Tako skromen tale parlament, a ne? Koliko je treba? No, tudi parlament ne sme biti višji od palme. Noro. To je še ta drvoj višji, karkoli že pač je to. Cookovi otoki nimajo prav velikih trgovin in tlele v glavnem mestu je največji supermarket, kot da sva rekla, da greva malo pogledati, če je trok drago, kukar pa vsot okoli in okoli otoka, v teh tam malih trgovinah so res ekstremne cene. Tako no, da navti mislili, da so Cookovi otoki lih najcenejši, niso. Nekak standard zunaj, ki ješ v gostilni, je približen isti kot Nova Zelandija oziroma približen isti kot Evropa, če hočete. Medtem, ko trgovine so pa zaradi uvoza, pač stvari, se pravi prevoz je ekstremno drag, so pol tudi posledično ful drage. In tudi tukaj pač v bistvu največji pa najcenejši supermarket je še zmeri kar drag, se pravi voda ustekleničena je 1,5 litra $5. Kar veliko. Se pa v tej štecuni počutva prav ful domače, a ne Ponč? Ponč je tam zaostal. Prav domače se počutva, pač res so te novozelandski brendi in zdaj smo itak že toliko dolgo na Novi Zelandiji, da več ali manj vse poznava in prav noro je, no. Domače. Mava granolo, ki jo poznava, mava vina, ki jih poznava. Vsa vina, ki jih poznava. Pa, ful je zanimivo, da imajo tkolele v hladilniku, zato ker pač ni klima, ne. Ni klimi in pač dajo v hladilnik, da se ne stopi. Trader Jack's, ki se nahaja ob obali v Avarui na Rarotongi, je od svoje ustanovitve leta 1986, ko ga je odprl pokojni Jack Cooper, postal nepogrešljiv del družbenega življenja na Cookovih otokih. V preteklih letih se je ta ikonična restauracija soočala s številnimi izzivi. Kar 3-krat jo je zaradi ciklonov močno poškodovalo in so jo morali zapreti, a se je vedno znova vrnila v polnem sijaju. Pa še eno zanimivo dejstvo. Na Cookovih otokih pravijo, da so bile vse pomembne politične odločitve sprejete prav pri Trader Jack's, kar dokazuje njegov pomen kot središče razprav in odločitev. Danes Trader Jack's ostaja simbol neomajnega duha Cookovih otokov, kjer se prepletajo zgodovina, kultura in skupnost v sproščenem, a živahnem okolju.
toliko sva kolesarila, da so najini želočki že čist prazni. In itak, da sva mogla kaj pojesti, ustavila sva se baje v najstarejši restavraciji na Rarotongi. Se pravi, imenuje se Trader Jack's, kjer pa v bistvu varijo tudi svoje lastno pivo Trader Lager. Tako da smo naročila kar cel vrč, da se rehidrirava. Jaz nimam pojma, kako naj zdaj to natočim. Ja, se to kar deluje, ja. Ti sam coč. Ja, se gre. Ste se prav razmišljala, greva po kozarcih, greva z vrčem, pa so pa ugotovila, da smo spet tle v tropih, ker se ta pir itak najhitreje stopli, pa cel skondenzira, tam je pa not saj led. Tako da saj mrzlo pivo Ja, pijeva. pa če naročiš kozarc, je samo tale kozarc, 2 deci pa pol. To je malo za rehidracijo. Za rehidracijo. To je pa naslednja merca. Činkalo binkalo. Binkalo. Ne gre pa brez papice, a ne? Itak da ne, evo, fiš tako. En Fiš tako taco. ogromen tako sem dobila. Jaz imam pa, Seafood pašto. ja, se pravi, morsko paštico. Ful dober. Joj, se vam najedla morske hrane, klele. No, to je pa v redu, ja. Prazen krožnik, ker za razliko od pač naših krajev tukaj dejansko ne dobiš pašto z pač morskimi sadeži, ampak dobiš morske sadeže za pašto. Ker sem se mogel truditi, da sem špagete najedel, ker je bilo toliko ostalih stvari, a ne? Polno, ja. Ful je bilo Zdaj dobro. se morava prenajesti morske hrane. Dobesedno. Bi tudi ti rad doživel Cookove otoke in si naredil eno tako fajn fotografijo za dnevno sobo, kot sva dosegel midva. V okviru najine butične turistične agencije ti lahko pomagava z organizacijo, da prideš do tja in jih doživiš. Ali še bolje, pridruži se najinemu potovanju po Novi Zelandiji in potem samo podaljšaš na Cookove otoke. Pa si poglejmo, kaj vse ponuja Nova Zelandija. Če nisi prepričan, ali je potovanje na Novo Zelandijo zate, poglej to. Vljudno vabljeni, da se pridružite najinemu potovanju na Novo Zelandijo. Za celoten program, ponudbo in ceno obiščite najino spletno stran. Ker sem midva vedno polna zabavnih dejstev, vam dava še enega glede Cookovih otokov. In sicer, tukaj ne moreš kupiti zemlje. Zemljo lahko dobiš izključno od svojih staršev, se pravi, se samo deduje. Zato posledično tudi tukaj ni nobenega brezdomca, ampak ima vsak otočan en delček tega paradiža. To sva izvedela od našega vodiča, ko sva kruzala po otočkih Aitutakija, kar bo naš zadnji vlog v seriji. The indigenous people owns the land. The land is owned by birthright and by blood. Okay, their land will get passed down to the generations to come, their children's children and their children's children. Okay, it will always stay within the bloodline itself. V praksi to pomeni, da tudi če se poročiš s Cookov otočanom,
Ti osebno do zemlje nimaš pravice, ampak jo bodo imeli šele tvoji potomci. Tudi to je en izmed razlogov, zakaj na Cookovih otokih ne boste našli ogromnih hotelskih kompleksov. To sicer ne pomeni, da rezortov ni, ampak so le ti v lokalni lasti. Ali pa so domačini dodelili najem zemlje nekomu zunanjemu oziroma zunanjemu podjetju. In kar je pri tem najbolj zanimivo je to, da karkoli tujci zgradijo na tej zemlji, je po preteku najemnine, standardno nekje 60 let, ponarodeno oziroma last Cookovih otokov oziroma lastnika parcele. Nadaljevanje tega dejstva pa nas pripelje do še ene dokaj ekscentrične stvari Cookovih otokov, in sicer, da ima ogromno družin grobove dobesedno na svojem pragu. Maori tukaj na Rarotongi si lastijo zemljo, kar pomenijo, da lahko gor delajo glih karkoli hočejo. In med drugim to tudi pomeni, da si lahko dobesedno pred vhodnimi vrati postavijo grobove za svoje bližnje. Zdaj, veliko je vprašanj, zakaj bi si hotel grob postaviti glih zraven bajte. Se imaš pokopališča, samo v bistvu obstajata dva zelo legitimna razloga, zakaj. Prvi je, ker v bistvu s tem, ko postaviš grob neke družinske osebe, nekako ta zemlja bolj pripada družini, ne vem, tako se oni to razlagajo. Po drugi strani pa... Because we own the land, and second reason, most simple one, is because we love them. Think about it. You bury your loved ones inside a cemetery, time flies, the next generation comes, they don't even know who's their great-grandparents. But if you have it in front of your home, they're gone, but they're not forgotten. Malo po prestolnici se zapeljati. Ja, zdaj sem šla iz glavne ceste dol, da se zapeljeva skozi te mini ulice glavnega mesta. Nimam glih občutka, da bi bil glavno mest, no. Tudi jaz, neko je dobro. Pa te gore, ki so skozi v zadju, je fulo. A boš povedala še šalo od Aleksa? Nešponč je pa rekel, ko sem rekla, da bi lahko šla na pohod. In je on rekel, kaj boš pa hodil, pohodnik bil na tistih 15 metrih nadmorske višine. Sem rekla, pohod je 500 metrov višinca, pa to ni najvišji vrh Rarotonge. Najvišji vrh je okrog 700, ne? Ja, pač to je vulkansko otočje in so kar, imaš kaj kar hribolazenje lahko. So kar špičke, ja. Res nimaš občutka, da se voziš po prestolnici. In tudi midva sva zelo hitro zašla v ene čudne ulice. Google je tle najdel kao cesto, ampak se je večkrat očitno zmotil. Sva potem sama ponavigirala okrog, kar se je na koncu izkazalo za ful fino avanturo. Sva videla nasade sladkega krompirja in banan. In potem sva počasi našla pot nazaj na glavno cesto prestolnice. Ampak kakor sva hitro prišla v mesto, pa sva se kar naenkrat zopet znašla na čistem podeželju. Ta odločitev je bila sicer tokrat namenoma, saj sva skrenila na bivšo glavno prometnico otoka, ki poteka vzporedno z novodobno glavno cesto. Tukaj pa potem res doživiš ta poljedelski, podeželski vibe Cookovih otokov. Nazaj sva se potem priključila nekje pri okrožju Muri na vzhodni strani otoka, ki velja za najbolj turističen del otoka, saj se tu nahaja največ hotelov, apartmajskih kompleksov in rezortov. Sem se odpravljala v naslednjem vlogu, sva pa tukaj dobila prvi vtis, kaj naj jo čaka in kaj pričakovati. Res na hitro sva se ustavila še v trgovini z biseri. Črni biseri so namreč en izmed naravnih zakladov Rarotonge in tudi en izmed glavnih izvoznih produktov. Še eno zanimivo dejstvo, ki je naju čisto šokiralo. In sicer, nihče v resnici ne ve, kva se dogaja na severu. Torej, severni otoki, pač Cookovih otokov, so od Rarotonge oddaljeni več, kot je v bistvu Nova Zelandija oddaljena od Rarotonge. Pa že Nova Zelandija je v bistvu 5 ur z avionom. Kar noro. V severni regiji Cookovih otokov živi samo okoli 1000 prebivalcev in recimo tudi samo enkrat na mesec gre tja ladja, ki jih oskrbuje. Poleg tega tudi Air Rarotonga ponuja unikatno izkušnjo za turiste, ki pa je na voljo le enkrat na mesec, da v bistvu poletiš do te severne regije. So pa karte ekstremno drage in sicer več kot $1500 na let. $1500 na let.
Prišla sva do plaže Muri, ki se nahaja na vzhodni obali in to je v bistvu tudi najbolj popularen in najbolj znan del Rarotonge. Sem se še vrneva, namreč rezervirala sva si prenočišče kar za 4 noči tukaj, tako da zdaj ne bova preveč cajta zgubljala, bo pa to v naslednjih vlogih, tako da ne se pozabiti naročiti na najin YouTube kanal. Je zastonj, pa čist nič ne grize. Ena zelo zanimiva porušena stavba, skozi katero raste drevje na najini poti. To je bil najdaljši kilometer mojega lajfa. Skrenila sva dol iz glavne ceste in se začela vzpenjati po obupni makadamski cesti, pač z mestnim kolesom. Ampak načeloma je samo 1 kilometer bil. Samo to je bilo obupno. Ampak pazi to, na koncu naju ne bi pričakal slab, ki je posušen. Kje si slab? Premalo vode je očitno. Oh my god. Not worth it. Not worth it. Jaz si čist mokra. Jaz mislim, da je prav krasen slab, no. Malo ga manjka, ampak je krasen. Narava je ful lepa, sem slabo pa ni, no, bodimo iskreni. Pravi, da se tle noter sicer kopajo, ampak tle so jegulje. Glejo. Tole ploh skoraj je. Hello, mister jegulja. Pa je ne glih kaj prav preveč. Mislim, jaz tle. Se lahko dotaknem? Tudi sladkovodni raki se najdejo. Dan se je bližal koncu in mislim, da si zaslužijo eno pošteno večerjo. Zaželela so si lokalno ribo. Preden pa so zavila do lokalne restauracije The Pacific Fish and Chips Shop, naju je na plaži presenetil en izmed najbolj spektakularnih sončnih zahodov. Pa ni bila fora sam v barvah, ampak celoten setting, palme, pesek, koralen greben, res neverjetno spokojno in lepo. Ja, to potovanje je res krasno in ponuja ogromno, ampak morda pa vas mika kakšna druga destinacija. Potovanja so lahko enostavnejša, kot si mislite. Ponč in Sonč vam pomagava iz sanj narediti načrt, brez stresa, brez ugibanja. Od popotniškega svetovanja 1 na 1 do potovanj po meri in aranžmajev na ključ. Vi poveste državo, midva narediva celoten plan po vaših željah. Skočite na najino spletno stran in preverite, pri čem vsem vam lahko pomagava. Ponč Sonč, potuj pametneje, potuj drugače. Prevozila sva več kot 40 km danes, cel krog okoli in okoli Rarotonge, ful je bilo dober, ampak zdaj so pa najni želočki že čist prazni, tako da sva šla v eno lokalno restauracijo na večerjo in naročila sva parrot fish and chips. To je pač papagajevka, to je tista ta modra riba, ki smo jo videli zadnjič v morju, tako da to smo že lepo ugotovila. Dobro, če smo videli v morju, bo pa tle slikca še za vsak slučaj. Tako, skratka, ja, bomo probali. Ja, v bistvu te parrot fishi so tlele kar taki značilne ribe, no, za Južni Pacifik, a ne? Tako. Ja. That right there is a blue parrotfish right here. If you're the type of person that enjoys the beach, I'm going to change that for you. Meet the parrotfish. It's basically a 100-pound armored fish that's only found in tropical regions. I'm jealous. Now, the first thing you'll notice about them is the fact that they have a beak, like a bird beak, hence the name parrotfish. And they use that beak to eat rocks and coral reef. And this is where things get weird. When they eat the coral reef, it can't all be digested. So the rest just gets pooped out. But the thing is, the parrotfish poops out sand. That's sand. They poop sand, and a lot of sand too, like a lot. One parrotfish can expel 1,000 pounds of sand a year. In fact, 70% of all white sand beaches in the Caribbean and in Hawaii are made by parrotfish. Keep that in your mind the next time you say, I want the sand between my toes. And as always,
Follow for more facts. Tako da, dajmo probati. Po več kot eni uri čakanja sva dočakala. Jaz ne vem, zakaj toliko cajta traja, ampak okej. 1 ura za fish and chips. Stvar, ki bi mogla biti v 15 minutah narejena. Oh my god. No, Pa je pokažite. tega papirja. Ja, ki je toliko masno, veš, da malo upije. No, tale parrot fish zgleda kar normalen. Sam skolično sem dobil počak. Iskreno riba ka riba. Ja, ti to ne zastopaš, oni so svežo šli uloviti, zato je pa toliko cajta trajajo, da dobiš res svežo, direkt z morja. Direkt z morja. Riba ka riba, dimkarja je ful lepa, kaj je modra. Dobar tek. Dobar tek. Iskreno so bila tukaj verjetno malo pristranska, ker so toliko časa čakala na hrano in so bila že malo sitna. Ker sedaj, ko pogledava za nazaj in ko sva uspela sprobati še veliko drugih fish and chipsov, iskreno ta je bil siguran med top 3. Izredno lepo, dvojno povita riba, dobro začinjena skorica. File ribe pa ni bil suh, ampak res lepo žoften, ravno prav slano. Skratka, enkratno. No, zdaj gremo pa pogledati še migracijo školjk. Migracija školjk. Migracija rakov, koliko je. Daj malo stop, ker ne vem, če se vidi. Ali, nekle. Koliko jih pa je? Ojojojoj. Se ne vem, kam stopati, da ga ne pohodam. Oh my god. Oh my god, koliko je. Daj dotaknem se ga. Sem to je prav tako, če boš prehit hodil, ga boš za hodil nek. Da red ga pa. Oh my god. S tem kadrom bova midva tudi zaključila prvi vlog po Cookovih otokih. Ampak ne se pozabiti naročiti na najin YouTube kanal, saj dogodivščine še ni konc. In sicer v drugem vlogu bomo skupaj raziskali še vzhodni, bolj turistični del Rarotonge. Potem pa te popeljeva še na čist neturistične konce in sicer na nov otok Aituataki. V naslednjem vlogu po Cookovih otokih. No, kaj greš, kondomček? Nahajava se tik ob plaži in najina posla zakonska gleda direkt na ocean. No, pa še več, kot to ni sam trikoten denar, ampak je tudi 12-koten denar. Dobro so pel. Za razliko od novozelandske maorščine se ne bova poslovila z kakite ano, ampak samo z simple kakite! Kuakaora, itoku nakaore. Rarotonga, kainga nui. Živjo, sva Alex in Cindy, lastnika butične potovalne agencije Ponč in Sonč. Po svetu peljeva res majhno skupino ljudi, do največ 10 popotnikov, saj verjameva, da je to najboljši način, da državo zares začutiš. In kar je najboljše, midva zorganizirava vse, vi se samo prijavite in uživate. Pridružite se nama na potovanjih po Indoneziji, Jordaniji, Novi Zelandiji ali pa na Tajsko. Celotno ponudbo potovanj s programi najdete na najni spletni strani pončsonc.com.